Dober dan, lepo pozdravljeni na naši novinarski konferenci, ena v seriji rednih novinarskih konferenc, na katerih vas obveščamo glede aktualnega dogajanja na temo migracij. Kot ponavadi je z nami, z vami, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve, gospod Boštjan Šefic, in ga prosim za prerez aktualnega stanja. Izvolite. Najlepša hvala. Ne glede na, bom rekel, dejstvo, da je ta migracijski tok še vedno relativno močen, da imamo priliv migrantov med 1500 do skoraj 3000 dnevno, moram reči, da vse aktivnosti in, bom rekel, celotni migracijski tok v celoti obvladujemo, da so vse aktivnosti nadzorovane, da pravzaprav v primerjavi z nekaterimi, bom rekel, drugimi državami je ta situacija izjemno ugodna. Mi smo uspeli kljub vsem tem, bom rekel, resnično visokim številkam doseči, da so vse aktivnosti omejene na najmanjše možno območje, praktično v tem trenutku na dve ključni lokaciji. Ena je seveda na Dobovi in druga je na Šentilju. Ta trenutek še vedno, bom rekel, poteka prehod migrantov v Republiko Avstrijo tudi na karavankah oziroma na podrosci, vendar na avstrijski strani. Skratka, ta naša prizadevanja in ta naš način obvladovanja in, bom rekel, nadzora nad tem migracijskim tokom v Republiki Sloveniji, z njim smo prav gotovo lahko vsi državljani in vse državljanke nadvse zadovoljni. To se tudi rezultira v varnostnih razmerah, ki so v Sloveniji stabilne, normalne, pravzaprav ne odstopajo v ničemer od situacije pred, bom rekel, migracijskim tokom. K temu prispeva tudi dejstvo, da je delo v sprejemnem centru in v nastanitvenih centrih dobro organizirano, da je, bom rekel, poskrbljeno za varnostne preglede, da seveda poskrbljeno tudi za ustrezno registracijo migrantov. Zato imamo tudi izjemno majhno število primerov, ko se zgodi, da recimo posamezni član družine se nekako loči od, bom rekel, celotne družine, da uspemo v izjemno kratkem času tudi takšne situacije v celoti obvladati. Tudi to je v primerjavi z nekaterimi drugimi primeri na tej migracijski poti izjemno pozitivno, izjemno kvalitetno in dobro opravljeno. Res je, da imamo tu in tam tudi kakšen, bom rekel, manjši incident. Od začetka tega leta do 6. februarja smo imeli 4 primere, bodisi kršenja javnega reda in miru. Imeli smo, se opravičujem, 2 kršitvi javnega reda in miru, eno kaznivo dejanje, kjer je bilo odkrit neke ponarejene osebne izkaznice, bila je podana kazenska ovadba in pa seveda pred kratkim tudi še eno drugo kaznivo dejanje, kjer je bil tudi izvršen odvzem prostosti in bo podana kazenska ovadba. Zakaj to navajam? Zaradi tega, ker je bilo tudi v javnosti kar nekaj ocen, da, bom rekel, nismo pozorni na bodisi kršitve javnega reda in miru, bodisi na storilce kaznivih dejanj. Ne, tudi na te zadeve smo pozorni, seveda ukrepamo v skladu z našo zakonodajo in v skladu z predvidenimi postopki. Kar se tiče varnosti, kot sem že prej omenil, v Republiki Sloveniji, kljub poostrenem nadzoru na tako zeleni meji, kako tudi na mednarodnih mejnih prehodih, skratka na vseh prehodih med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško,
ugotavljamo, da te varnostne razmere ne odstopajo od predhodnih. Imeli smo nekaj prehodov na zeleni meji, vendar naši varnostni organi so to tudi zaznali, bom rekel, prijeli te ljudi oziroma jih zadržali in jih dali v skladu z zakonodajo tudi ustrezne postopke izvedli. Na samih sicer pri nadzoru na mejnih prehodih ne ugotavljamo nobenih, bom rekel, pojavov, ki bi, kot rečeno, nekako odstopali glede na, ali pa da bi bile kakšne izrazite posebnosti. Tudi zaradi migracij v Republiki Sloveniji nismo imeli pravzaprav nobenega incidenta, nobenega varnostnega dogodka, ki bi lahko vzbujal skrb, zlasti pri ljudeh, pri občanih. Še posebej to velja tudi za območja, kjer se torej migranti v glavnem nahajajo. To še enkrat poudarjam, vendarle dokazuje, da so vsi procesi, ki jih vodimo v zvezi s tem, nadzorovani, načrtovani ustrezno in seveda tudi na ta način izpeljani. Želel bi ob tej priložnosti tudi poudariti, da nekatere informacije, ki so bile tudi bodisi v medijih, bodisi tudi tako med ljudmi, da je bilo zaseženo ne vem kakšne količine orožja med migranti, ki so prihajali k nam, takih primerov ni bilo. Smo vam pa že poročali o tem, da je bilo nekaj predmetov zaseženih, tudi nekaj, bom rekel, literature in tako naprej, vendar noben od teh primerov ni bil v smislu kaznivega dejanja, zaradi česar bi te osebe morali pridržati. Skratka, z vso to situacijo jaz vendarle mislim, da smo lahko zadovoljni. Še enkrat poudarjam, če pogledamo malo, kakšna je situacija drugje, seveda smo dejansko lahko zadovoljni. Je pa tudi potrebno povedati, da ta migracijski tok je pri nas tekoč. Seveda nekaj več problemov nastaja zlasti tam, kjer ti migranti ostajajo in seveda se zadržujejo daljše obdobje. Tudi kar se tiče zavračanja, se opravičujem, je to, bom rekel, v teh primerov oseb, ki so dejansko ostale zavrnjene nekaj deset. Mi smo tudi, kar se tiče Republike Hrvaške, mislim, da smo zavrnili 116 oseb v tem času, odkar smo uvedli ta poostren, bi rekel, nadzor. Toliko morda za začetek o varnosti. Zdaj, druga tema, ki bi jo rad posebej izpostavil, so seveda te nastanitvene kapacitete, o katerih je tudi v zadnjih tednih bilo precej govora. Najprej moram ponovno povedati, da ne gre za širitev kapacitet, se pravi, ne gre za povečevanje nastanitvenih kapacitet v sprejemnih in nastanitvenih centrih, pač pa zgolj želimo zadržati obstoječ nivo, glede na to, da so nam nekatere pogodbe potekle ali pa bodo potekle v naslednjem obdobju in seveda želimo zadržati, bom rekel, to število, torej te kapacitete za cirka 9000 migrantov. Drugo, to niso torej te lokacije, ki jih iščemo bodisi za spisi ali na terenu, so vse namenjene za nastanitvene centre, torej ne za centre, ki bi imeli namen daljše bivanje migrantov v Republiki Sloveniji. Kot tudi sami lahko vidite, te kapacitete tudi po, bom rekel, svoji strukturi, načinu organiziranja in delovanja niso namenjene in nimajo, bom rekel, možnosti, da bi se ljudje zadrževali daljše obdobje, pa tudi nobenega razloga za to v tem trenutku ni in verjamemo, da tudi v
prihodnosti ne bo. Seveda drugo je tisto, kar imamo po kontingentnem načrtu, ki je pa namenjeno za prosilce za mednarodno zaščito. Tu pa so kapacitete, seveda, ki imajo drugačen značaj in so tudi kapacitete, ki omogočajo daljše zadrževanje. O tem smo veliko govorili in ne bom danes ponavljal. V zadnjem tednu, 14 dneh, je bilo kar nekaj govora oziroma vprašanj v zvezi z lokacijo, tako imenovano Baumax v Kranju. Na vse ta vprašanja smo sproti odgovarjali. Jaz moram še enkrat poudariti odločitve o tem, ali bomo tam imeli nastanitveni center. Ni. Še vedno, bom rekel, pregledujemo določene opcije, gledamo tudi, ali bomo lahko zadostili vsem zahtevam, ne nazadnje tudi zahtevam lokalnih skupnosti, ki imajo predvsem, torej ključna njihova zahteva je, da bo varnost prometa zagotovljena in seveda, da bo tudi, bom rekel, sistem takšen, kot je v drugih nastanitvenih centrih, se pravi, da bo kratkoročno, torej zadrževanje kratek čas, seveda to moramo pa tudi potem vse logistično ustrezno preučiti in tudi pripraviti. Ko bo zadeva, bom rekel, zrela za odločitev, bomo, tako kot smo tudi zagotovili o tej odločitvi predhodno obvestili obe lokalni skupnosti, tako mestno občino Kranj kot občino Šenčur, čeprav smo imeli z njimi že z obema občinama posebej po 2 ločena sestanka in smo jih tudi zelo podrobno obvestili o značaju teh potencialnih, bom rekel, nastanitvenih centrov, načinu funkcioniranja in seveda tudi, kaj bi, če bi se to zgodilo, kaj od njih pričakujemo. Kar se tiče Kidičevega, vas lahko tudi obvestim, da tista neka projektna naloga, ki je bila pripravljena, mora iti v dopolnitev. Imamo še nekatera vprašanja odprta in seveda, ko bojo vse te stvari razjasnjene, pojasnjene, preučene, se bo tudi odločalo o nadaljnji aktivnosti, kar se tiče te lokacije. Jaz moram reči, da sem imel izjemno korekten in izjemno, bom rekel, konstruktiven pogovor tudi z temi predstavniki lokalne skupnosti, ki so prinesli, kot veste, 4000 podpisov, s katerimi občanke in občani 2 občin, predvsem seveda Kidičevega, Hajdine, nasprotujejo postavitvi tega nastanitvenega centra. Moram reči, da smo razčistili nekatera vprašanja, tudi nekatere dezinformacije, ki so bile lansirane občankam in občanom in seveda so bili v tem smislu tudi predstavniki zadovoljni, da so dobili resnično kompetentno in pa seveda tudi verodostojno informacijo. Mi smo se tudi dogovorili in jaz pričakujem, da bo to v naslednjih dneh realizirano, da si bojo lahko tudi ogledali ta objekt, vojaški objekt, predstavniki lokalnih skupnosti, ravno zaradi tega, da tudi razblinimo kakršnokoli še, bom rekel, dvom v verodostojnost naših trditev. Sej ne nazadnje so bile takšne informacije, so dobili, da se že delajo, ne vem, vodovodi, da je tam po noč že migrante vozimo in take, bom rekel, zanimive stvari. Skratka, želimo resnično delati transparentno, odprto in ni nobenega razloga, da temu ne bi bilo tako. Kar se tiče seveda lokacije na Vrhniki, ker je bilo tudi nekaj vprašanj, moram reči, da v tej stari vojašnici upravljamo samo nekatera vzdrževalna dela, zato ker je objekt v resnično slabem stanju in seveda poskušamo nekako, bom rekel, ga vzdrževati v kondiciji, zato če bi ga slučajno seveda kdaj potrebovali. Na posvetu oziroma sestanku tudi župani smo se dogovorili seveda, da tam zaradi specifične lokacije bojo, če bo potrebno, samo nameščene bodisi družine, bolj ranljive skupine,
predvsem zaradi tega, ker je v neposredni bližini tako šola kot vrtec in seveda razumemo absolutno tudi lokalno skupnost in župana, seveda, da ima tukaj določene odgovornosti, skrbi in seveda v tem kontekstu bomo tudi sodelovali in se držali dogovorov. Posebej to poudarjam, ker so bili tudi predstavniki policije, ki to operativno potem te nastanitve razporejajo, seveda prisotni smo in je bil to skupen dogovor. Skratka, poskušamo tudi v tem kontekstu maksimalno sodelovati z lokalnimi skupnostmi in to sodelovanje tudi na tem sestanku, ki smo ga imeli, se pokazali kot zelo konstruktivno in kvalitetno. Dogovorili smo se tudi z vsemi občinami, z vodstvi občin, da za kakršnokoli vprašanje, ki ga imajo, smo vedno 24 ur na dan dostopni, ravno zaradi tega, da razčistimo vse morebitne dileme in pa seveda tudi takšne in drugačne informacije, ki krožijo za tega, da bi tudi oni lahko svojim, bom rekel, občanom dajali ustrezne informacije. Morda še glede sodelovanja z sosednjimi državami. Moram reči, da z Republiko Avstrijo še naprej, rekel, to sodelovanje je izjemno dobro, zelo intenzivno na vseh nivojih, od operativnega, bi rekel, predvsem ta policijski del, tako na regionalni kot državni ravni, tudi na, bom rekel, nivoju ministrov, seveda tudi moram posebej izpostaviti aktivno vlogo avstrijskega veleposlaništva, skratka to sodelovanje dobro in seveda iz tega zornega kota tudi lažje obvladljivo. Seveda nekatere informacije, ki tudi pridejo neposredno od posameznih akterjev v Republiki Avstriji in ki jim nekako tudi odstopajo od nekaterih dogovorov, seveda lahko tudi na ta račun teh izjemno odprtih odnosov nemudoma razčistimo in seveda pogosto se izkaže, da seveda so iztrgani iz nekih kontekstov. Tako je tudi ta zadnja izjava, mislim, da je bila ministrice Leitnerjeve. Seveda to je neka napoved, ki je bila tako ali tako pričakovana in dogovorjena, seveda postavljala na en kontekst njihovih razprav, ki so jih imeli v Republiki Avstriji. Skratka, to sodelovanje je pomembno tudi iz tega zornega kota, da lahko zelo hitro in učinkovito razčistimo zadeve. Kar se tiče Republike Hrvaške, moram reči, da na operativnem nivoju so zadeve, bom rekel, kar dobro stekle. Res je, da je včeraj bila izjava, ki ne drži, hrvaškega šefa policije, torej dogovor, ki ga je omenjal v eni od svojih izjav, seveda ne drži. To je bila sicer res neka ideja, ki so jo predlagali, vendar je bila tako strani Republike Avstrije in drugih držav v celoti seveda zavrnjena in ni, kot se reče, v igri. Kot sem že pred skoraj 2 tednoma povedal, smo novega ministra Republike Hrvaške, ministra za notranje zadeve, povabili na pogovor oziroma predlagali srečanje obeh ministrov. Zaenkrat žal še vedno ni prišlo do njihovega odgovora, pričakujemo ga, želimo si, da bi to srečanje obeh ministrov bilo v najkrajšem možnem času. Tudi zaradi tega, da lahko na najvišjem, bom rekel, tem nivoju, kar se tiče notranjih zadev, tudi se dogovorimo glede posameznih vprašanj. Zaenkrat so nekateri signali, ki prihajajo predvsem od zunanjega ministra Republike Hrvaške, obetavni, bomo pa seveda videli, kako se bodo zadeve izvajale oziroma uresničevale. Na pobudo Republike Slovenije oziroma slovenskega
generalnega direktorja policije, gospoda Fanka, je bil tudi na sestanku v Makedoniji sprejet dogovor, da bo na celotni migracijski poti od Makedonije do Avstrije seveda uveljavljen enoten identifikacijski dokument migrantov, ki bo izdan na vstopni točki, se pravi na grško-makedonski meji. Ta trenutek še potekajo nekatera operativna usklajevanja, kako, bom rekel, tudi v praksi v celoti realizirati, vendar pričakujemo, da bo to v naslednjih dneh narejeno, kar bo seveda vsem organom na tej migracijski poti olajšalo delo na eni strani, pa seveda tudi, bom rekel, tako iz organizacijskega, logističnega, pa seveda tudi varnostnega zornega kota. Zelo koristno bo pa tudi za, bom rekel, z vidika torej migrantov, zaradi tega, ker bojo imeli lažje prehajali vse te naše meje. Morda čisto na koncu tega uvoda še glede, bom rekel, današnje izjave, kar se tiče Evropske komisije in, bom rekel, dveh tako imenovanih opominov. Gre za dve po njihovi torej dikciji nespoštovanje dveh azilnih pravil. Ena se nanaša na tako imenovano postopkovno in recepcijsko direktivo. V zvezi s tem moram povedati, da bo jutri novi zakon o mednarodni zaščiti obravnavan na seji odbora za notranje zadeve in javno upravo in na to sledi razprava v državnem zboru. Mi predvidevamo, če ne bo kakšnih posebnih zapletov, pa jih ne vidimo, seveda načrtujemo, da bo ta zakon sprejet v mesecu marcu. S tem bo seveda tudi Republika Slovenija to direktivo prenesla v našo notranjo nacionalno zakonodajo in s tem bo tudi ta obveznost izvršena. Glede direktive o dolgotrajnem bivanju, gre predvsem, ta direktiva se nanaša na osebe z mednarodno zaščito, ki lahko po 5 letih bivanja, recimo v Sloveniji, pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje oziroma status rezidenta za daljši čas. Moram povedati, da ta direktiva je bila že implementirana v zakonu o tujcih leta 2014, zato bomo pač Evropsko komisijo predvsem poprosili za nekatera pojasnila glede njihovih trditev o nepopolnem prenosu te direktive, ker preprosto ne vemo, kje bi bila, v čem se nahaja ta, oziroma kje ocenjujejo to, kot rečeno, nepopolnost. Tako da bomo te zadeve razčistili. Skratka, za ti dve vprašanji gre. Seveda, kar se pa tiče relokacije, jaz sem, mislim, da že decembra napovedal, da bo Republika Slovenija v mesecu februarju sporočila odločitev, koliko oseb bomo z relokacijo prevzeli. To bo Slovenija storila sklepom vlade še v tem mesecu. Lahko vam povem, da predlog je, tako kot je bilo tudi načrtovano, 20 oseb, do 20 oseb. In seveda to bomo tudi še ta teden sporočili tudi Evropski komisiji, tako da se Slovenija, ne glede na izjemno obremenitev, ki ima z migracijami, ne glede na velike obveznosti, ki jih ima, seveda drži tudi teh dogovorov in ta rok februar je v skladu z, bom rekel, vsemi pravili, ki so bili dogovorjeni. Tako da Slovenija tudi tu v celoti spoštuje vse prevzete obveznosti in bomo seveda v naslednjem obdobju pač tudi te ljudi relocirali v Republiko Slovenijo. Toliko za uvod.
Hvala lepa državnemu sekretarju. Zdaj so na vrsti vaše vprašanja. Pop TV že drži roko, potem Planet. Suzana Berman, Pop TV. Torej, gospod Šefic, morda veste, kdaj, potem ko je Avstrija napovedala, da bo zaprla prehod Karavanke in da ostaja samo še Šentilj, kdaj naj bi se to zgodilo? Zanima me, ali ste morda seznanjeni, kdaj bi utegnila Avstrija zmanjševati njihov sprejem migrantov in kako bi v takšnem primeru ravnala Slovenija, tudi v odnosih s Hrvaško. Prosila bi vas, če lahko morda malce bolj po domače razložite opomini iz Bruslja, torej kaj konkretno jih moti v naši azilni zakonodaji in kakšne so celo lahko predvidene kazni, kajti govori se tudi lahko o nekih kaznih in pa bivalniki. Vemo, da imamo za težave pri iskanju novih nastanitvenih centrov, da se domačini nekako upirajo temu. Zdaj pa očitno čakamo na bivalnike, na kontejnerje za približno 100 jih gre, nekaj smo jih pa že dobili iz Slovaške, a ne? Kje bi bili ti kontejnerji, te bivalniki? Kje bi bila njihova lokacija? Kajti dobra stvar teh bivalnikov je ravno to, da jih je možno premeščati po celi državi. In pa še za podatek me zanima, koliko smo od septembra lani do danes mi zapravili za migrante, torej slovenski proračun, in koliko pomoči strani EU in drugih držav smo dobili. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Bom poskušal na ta vprašanje na kratko. Zdaj, kar se tiče Karavanke bomo zaprli takrat, ko se bomo skupaj dogovorili z Republiko Avstrijo in ko bo Šentilj v celoti usposobljen za to, da prevzema celoten kontingent migrantov, ki odhajajo v Republiko Avstrijo. Daj točno bo, je to stvar, bom rekel, v veliki meri operativnega odločanja in seveda takrat bomo tudi to povedali zaenkrat, poteka zadeva normalno, tako kot doslej. Kar se tiče zmanjševanja, mi smo že večkrat poudarjali, da seveda se prvič dogovarjamo z Republiko Avstrijo, mi smo vedno vnaprej obveščeni za morebitne, bom rekel, govorim o verodostojnih informacijah in verodostojnih stališčih Republike Avstrije, obveščeni o tem, kakšno bo morebitna restrikcija, kje so tiste njihove omejitve. Vi veste, da se oni še vedno držijo tistih osnovnih števil, ki so bile večkrat izpostavljene. Ta trenutek novih napovedi restrikcij ni, mi pa seveda bomo, okolikor bi seveda do tega prišlo, in to je bil tudi pogovor in dogovor med šefi policij celotnega migracijskega toka, se bo tudi ustrezno reguliralo navzdol. Se pravi tako v Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, Makedoniji. To je, bom rekel, nekako dogovorjena zadeva. Seveda mi pričakujemo določene, rekel, kriterije, določene elemente za to zmanjševanje, kolikor jih ne bo, jih bomo seveda tudi eventualno mi predlagali. Glede na to, da je tudi iniciativa predsednika vlade Republike Slovenije kot take, da seveda se moramo dogovoriti za kriterije, po katerih bomo eventualno zmanjševali, reducirali ta migracijski tok, glede na to, da države niso sposobne sprejemati več takšnega števila, kot so ga še v lanskem letu. Zdaj, kar se tiče teh dveh opominov, gre za, bom rekel, standarden postopek, opomin komisije, ko oceni, da neka država ni izvedla, bom rekel, določenih zavez. Seveda najprej je opomin, potem pa se lahko zadeve stopnjujejo. Glede na to, kar sem prej povedal, seveda ni nobenega razloga, da bi kakršnakoli nadaljna aktivnost potekala, glede na to, da bo zakon sprejet, da bo to seveda noter vključeno in seveda na drugi strani za tega, ker smo svojo nalogo že naredili. Seveda v primeru, da bi pa Evropska komisija pa do tega trenutka v vseh sestankih, ki smo jih imeli, nikoli ni bilo izpostavljeno, imela kakšen zadržek do rešitve, se pravi do načina implementacije v zakonu o tujcih, seveda bomo pa o tem tudi na ustreznih
delovnih organih in strokovnem nivoju razčistili in ugotovili, kje je morda kakšen, ki bi eventualno bila ta implementacija neustrezna in seveda obstaja potem možnost, da to tudi odpravimo oziroma popravimo. Sem pa skoraj da prepričan, da gre za nek nesporazum ali pa neko tehnično vprašanje. Ja, bivalnike dobivamo kot seveda donacije od Razvojne banke Sveta Evrope, to je 100 kontejnerjev, bivalnikov, se opravičujem, 110, bom rekel, teh sanitarnih, torej, ki so namenjeni za sanitarne potrebe. Res je, te bivalnike želimo nekam torej locirati na ustrezno lokacijo, glede na številne dezinformacije in vznemirjanja slovenske javnosti, seveda ni nobena skrivnost, da imamo kar nekaj težav pri tem komuniciranju, da je ta strah seveda nekako bil zgeneriran. Ne glede na to, mi imamo še nekaj časa, da najdemo prave lokacije, v nasprotnem bomo te bivalnike postavili na naših, bom rekel, znotraj državnih objektov, jih bomo pač začasno skladiščili in bomo jih aktivirali po eventualni, če bo seveda ta potreba. Je pa seveda so to zelo kvalitetne bivalne enote in zato seveda bi bila velika škoda, če bi imeli glede tega, bom rekel, kakšne večje težave. Zato še enkrat seveda tudi poziv vsem, javnosti tudi, da za vsa morebitna vprašanja, nejasnosti, dileme, informacije ali dezinformacije, nepopolne informacije se vedno lahko obrnejo na Ministrstvo za notranje zadeve in bojo dobili kar se da hitro tudi odgovor, kot poskušamo skrbeti, kot smo poskušali skrbeti tudi doslej. Je pa res, da so naše obremenitve ta trenutek izjemno velike. Zdaj, kar se tiče stroškov, mi smo do konca leta 2015 glede na poročila resorjev, so bili ti izdatki v višini 19 milijonov 920 tisoč in še nekaj evrov. V januarju 2016 z nekaterimi, ko smo pokrivali stroške še za nazaj, 6 milijonov 229 tisoč in še nekaj evrov. Od tega, kot rečeno, smo dobili nekaj del sredstev z strani Razvojne banke Sveta Evrope za omenjene kontejnerje in še nekatere druge potrebe. Nekatere opremo, vozila in tako naprej. 11 milijonov 300 tisoč približno iz obeh evropskih skladov, AMIF in ISF, da se pravi za varnost in pa za azil in migracije. Bile so še, bom rekel, nekatere druge donacije, ki so bile tudi že realizirane, tako da tu moram reči, da smo, kar se tega tiče, zaenkrat kar uspešni in bom rekel, tudi obvladovanje stroškov je, bom rekel, zadovoljivo. Je pa res, da vsaka sprememba recimo lokacij in tako naprej seveda lahko povzroči dodatne materialne torej dodatne stroške. Zato želimo čim bolj stabilen, bom rekel, sistem, ker utečen sistem je tudi potem najcenejši, najbolj učinkovit tudi z zornega kota logistike. Hvala. Izvolite, Tomaž Bratož, potem Delo, Dnevnik. Bom potem tudi jaz tako v paketu postavljal vprašanje. Se pravi... 3, prosim. 3, ok. Ko govorimo o bivalnikih in lokaciji, to je verjetno 4. lokacija, ne? Če ste vi govorili zdaj o Baumaxu, Kidričevem in Vrhniki, ne? Je lokacija za bivalnike nekaj čisto drugega, ne? Ali bi bili ob teh lokacijah, to nisem najbolj razumel, in pa koliko ljudi gre v 100 bivalnikov, to me zanima. Spravi, to bi ena zadeva bila, druga pa minister Kurz je tudi včeraj ponovil številko 37 tisoč,
kar se zelo ujema za številko 100 podeljenih azilov na dan, to je res na letni ravni 37 000, pa me zanima, a so zdaj tukaj že prve številke, ki prihajajo iz Avstrije, kakšne bi lahko bile te dnevne kvote. In pa še tretja zadeva, sicer ste zelo kategorično zavrnili, da bi to, kar je govoril šef hrvaške policije, bilo karkoli realno, čeprav se pa sliši vendarle precej smiselno, pač vozi vlak od začetka tega recimo evropskega žepa v Evropo, ustavlja se samo zamenjava lokomotiv in policijskih ekip. Sam je recimo omenjal, da mora dogovor v podrobnosti doseči 5 vlad, da je treba doreči glede stroškov, pa me zanima, ali se je mogoče zapletlo na tej relaciji. Evo, to so moje 3 vprašanja. Hvala lepa. Zdaj, kar se tiče bivalnikov. Seveda bivalniki imajo, torej rabijo predvsem zemljišče, se pravi zemljišče, kjer se lahko postavijo, mora imeti tudi svojo infrastrukturo, voda, elektrika, kanalizacija in podobne zadeve. Zdaj, mi smo večkrat poudarjali, da iščemo tako objekte, tako zemljišča, na katerih bi lahko bodi si imeli šotorišča, tako kot jih imamo zdaj, bodi si postavili bivalnike, ali pa najeli, bom rekel, prostore, se pravi zgradbe. Vse to, bom rekel, ves čas poteka permanentno. Do zdaj smo pregledali zdaj že več kot verjetno 90 lokacij različnih, od začetka migracijske seveda te situacije v septembru. Cela vrsta teh lokacij ne odgovarja zaradi bodi si logistike, bodi si sanitarnih pogojev, bodi si ni infrastrukture, ali pa so v kakšnih postopkih denacionalizacije, kjer seveda potem smo zelo omejeni in tako naprej. Vedno je v igri več opcij, več variant, tako da pravzaprav težko bi rekel, da imamo zdaj 4. lokacijo, lahko bi bila ena lokacija, lahko bi bilo seveda jih več, zato bomo takrat, ko se bomo odločili, ko bomo najdli ustrezen prostor, seveda to tudi povedali. V nasprotnem seveda povzročamo samo zmedo. Mislim, tudi danes so me spraševali za neke lokacije, ki jih še v življenju skoraj da nisem slišal, da obstajajo te kraji v Sloveniji. Zato poudarjam, ko je neka, bom rekel, odločitev, oziroma ko je blizu odločitve, seveda se posvetujemo z lokalno skupnostjo, tudi z tega zornega kota, tudi opravimo, kot smo že, pogovore bodi si na svetih, v občinskih svetih, svetih krajevnih skupnosti in tako naprej, in seveda te stvari pojasnjujemo. Jaz ne bi želel seveda špekulirati. Kar se tiče kapacitet, za približno 500 oseb je to. To je, bom rekel, neka taka ocena. Gre pravzaprav v primerjavi z nekaterimi drugimi lokacijami, ki jih imamo v ta trenutek pravzaprav za majhno kapaciteto. Kakšna bo končna odločitev, bomo videli nekje verjetno predvidoma tam konec februarja, prve dni marca. Zdaj, kar se tiče najave Republike Avstrije za temi, bi rekel, kvotami in tako naprej, kot sem že uvodoma poudaril, ta trenutek ni nobenih dodatnih restrikcij, ki bi se strani Republike Avstrije pojavile. Sprejemajo, bom rekel, normalno kvote, bom rekel, oziroma te migrante v številu, kot jih pride do nas. Res je, kot sem tudi že poudaril, da je to v okviru, torej, da so te številke nižje, da je do 3000 migrantov, kar je seveda nekako sprejemljivo tudi za Republiko Avstrijo. Mi tudi z njimi sproti spremljamo številke in nas obveščajo o tem, kakšne so dnevni število ljudi, ki zaprosijo za mednarodno zaščito. Vemo tudi, koliko jih je bilo v januarju 2016 in kot rečeno, to skupaj tudi sproti usklajujemo in se pogovarjamo in dogovarjamo.
Tako da jaz mislim, da kar se tiče Republike Avstrije, ne bo težav pravočasno, bom rekel, te stvari uskladiti. Seveda sem pa že povedal, da če bi prišlo do omejevanja v Republiki Avstriji, bomo seveda tudi mi prisiljeni določene torej te omejitve sprejeti in jih tudi izvesti. So pa vse države na migracijski poti, saj na podlagi zadnjih sestankov, ki smo jih imeli, tudi pristale na sodelovanje pri, bom rekel, tej skupnem upravljanju migracijske poti. Kar se tiče te izjave hrvaškega generalnega direktorja policije, gospoda Domeniča, seveda morda se to dobro sliši, ni pa tako, bom rekel, zadeva enostavna, kot rečeno tudi prvič Republika Avstrija se s tem kategorično ni strinjala, drugič v tem primeru bi seveda na slovensko-avstrijski meji nastal tako imenovan hotspot, torej bi vsi migranti prihajali do avstrijsko-slovenske meje, bi tukaj obstali in seveda potem bi delali tisto, kar pravzaprav je potrebno narediti v Grčiji. In to Slovenija tudi z našega zornega kota absolutno nesprejemljivo. Ideja, o kateri je govoril hrvaški šef policije, seveda ne razume, da gre ta migracijski tok na avstrijsko stran, ampak seveda do meje in seveda to ni sprejemljivo niti za Avstrijce, niti za Republiko Slovenijo v nobenem primeru in to je, zato tudi pravim, da je ta zadeva, kar se tiče Slovenije, ad acta. Hvala. Delo, izvolite. Peter Jančič, glede teh 110 kontejnerjev bi najprej vprašal, kdaj pridejo v državo. Prej ste rekli, da bo problem treba rešiti konec februarja, marca. To pomeni, da takrat bojo danes tu ali so že na poti v Slovenijo. In drugo, omenili ste, da bo vlada odločala, če sem prav razumel, o številu 20 oseb, ki bi jih sprejeli. To se mi zdi zelo nizko število, pa bi vprašal, ne bi bilo bolj modro potem ravnati. Mislim, da je Avstrija za eno leto predstavila to odločitev, ker pač imajo velik tok migrantov in tega 20 je dejansko zelo malo, ni? Ja, hvala lepa. Zdaj, kar se tiče teh kontejnerjev, po mojih zadnjih informacijah strani kolegov na upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje prihajajo v mesecu marcu. Zato tudi, bom rekel, nekako tempiramo vse te aktivnosti na konec februarja, marec. Drugo, kar se tiče relokacije, vi veste, da je zaveza vseh držav, ki sodelujemo v tej relokaciji in resettlementu, da vsake načeloma 2 meseca sporočamo, kolikšno število migrantov oziroma teh oseb, ki jih bomo relocirali iz Grčije in seveda Italije, koliko jih bomo prevzeli. To ni seveda končna številka, torej naša zaveza je znana in bomo seveda vsake 2 meseca tudi glede na naše obremenitve tudi to potem sporočali in prevzemali, bom rekel, te osebe. Tako da seveda lahko bi eventualno tudi to, vendar mi ocenjujemo, da so ta postopnost recimo na 2 meseca, 2 do 3 mesece, seveda omogoča Sloveniji, da to čist kakovostno in seveda odgovorno tudi izvedemo. So pa seveda nekatere države, veste, da je Švedska zaprosila, da gre iz te sheme, o tem se že tudi razpravljalo, zaradi izjemne obremenitve, ki jo imajo. Avstrija je zaprosila za odlog, mi smo se pač kot Republika Slovenija zaenkrat na tej, bom rekel, ravni ministrstva odločili za takšen predlog in jaz verjamem, da ga bo tudi vlada, kot rečeno, v februarju sprejela. Hvala. Dnevnik, izvolite, naslednji. Za Dnevnik. Tudi imam 3 vprašanja. Eno je v zvezi s tem,
kar ste pripovedovali že večkrat, da imate težave razložiti v lokalnih skupnostih. Ne, zakaj bi bilo prav, da bi sprejeli migrante, pa me zanima, kakšne ima pa vlada oziroma Republika Slovenija pristojnosti v odnosu do lokalnih skupnosti? A bi v skrajnem primeru lahko lokalne skupnosti popolnoma preprečile namestitev? Ne, no. Drugo vprašanje je, kakšen status bi imeli te migranti po namestitvi v te začasne, kot razumem, centre, a bi se pravi dobili dovoljenje o zadrževanju in potem koliko časa bi to trajalo, takšno dovoljenje, pa ali bi imeli omejitev gibanja. Ne? Tretje vprašanje pa je v zvezi z Makedonijo in sicer slovenski policisti so že tam. Poročila, ki pa prihajajo z meje med Grčijo in Makedonijo, pravijo, da tam selekcionirajo in dovoljujejo prehod samo tistim, ki so iz Sirije, Iraka ali pa Afganistana, kar na en način prejudicira možnosti za azil. Republika Slovenija oziroma tudi vi osebno ste že kdaj prej rekli, da Slovenija tega ne počne. Zdaj me pa zanima, ali policisti so vključeni v to ali počnejo ene druge stvari tam. Pa kakšen sploh imate pa tudi odnos do tega, no, profiliranja? Hvala. Hvala lepa. Zdaj, kar se tiče lokalnih skupnosti, pravzaprav dve stvari treba poudariti. Z lokalnimi skupnostmi, v katerih imamo nastanitvene centre ali pa sprejemne centre, seveda to sodelovanje je zelo dobro. In to moram še enkrat poudariti, čeprav sem že velikrat. In je tudi, kljub temu, da so zlasti, bom rekel, dve lokaciji, ki sem jih že uvodoma izpostavil, seveda je razumevanje veliko. Tudi mi poskušamo vedno slediti nekako predlogom, sugestijam lokalnih skupnosti, zato ker se zavedamo, da je samo to, bom rekel, skupno delo, skupno reševanje problemov, razumevanje problemov, tako nas, ki moramo poskrbeti za migrante, kot seveda tudi lokalnih skupnosti pomembno in tu je, bom rekel, sobivanje, sodelovanje izjemnega pomena. Seveda nekaj več dilem se pojavlja tam, kjer iščemo nove lokacije. Stvari poznate, ne bom ponavljal, čeprav moram seveda izpostaviti tudi dejstvo, da z vodstvi občin se dobro pogovarjamo, konstruktivno, nismo imeli nobenih, bi rekel, ekscesnih situacij ali česarkoli nasprotno, seveda pa občinska vodstva, zlasti župani, so dolžni zastopati seveda stališča svojih krajanov, ki so kakršne so in seveda iz tega zornega kota jih je tudi treba razumeti. Zanimivo je, ne, da seveda tisti, ki se župani, ki so župani občin v notranjosti, seveda izpostavljajo, zakaj želite voziti, bom rekel, migrante v notranjost, naj bojo na meji, naj tako hitro zapuščajo Slovenijo. Seveda župani, ki so pretežno na meji ali v obmejnem območju, pravijo, zakaj vraga vedno samo mi, ne, tudi v notranjosti. In seveda tukaj mi lahko verjamete, da je to naše delo zahtevno. Kar se tiče formalnega, seveda država, vlada, ministerstva nimajo nobene, bi rekel, obveznosti dobivati soglasje lokalnih skupnosti. Razen v primerih, če bi želeli nekako neke aktivnosti voditi na občinskem zemljišču ali v objektih, ki so v lasti seveda občine. V tem primeru pa tako kot vsak drug lastnik morajo podati soglasje. No, ne glede na to okoliščino poskušamo vedno se pogovarjati, dogovarjati, iskati rešitve, kot rečeno, naproti njihovim zahtevam, razmišljanjem in jaz verjamem, da bomo tudi v prihodnje, seveda z nekoliko več naporov, glede na to, da je ta včasih te razne pritiske, informacije, ki seveda krožijo, seveda negativno vplivajo na razpoloženje ljudi.
Zavedamo se tega, da več, ko se bomo lahko angažirali v neposrednih okoljih, manj bo takšnih situacij, je pa res, da smo vsi skupaj izjemno obremenjeni in seveda včasih ne uspemo narediti vsega tistega, kar bi si želeli tudi v relaciji do lokalnih skupnosti. Kar se tiče statusa migrantov in v teh morebitnih novih lokacijah, sem tudi že uvodoma poudaril. Te morebitne nove lokacije so samo nadomestilo za tisto, kar imamo zdaj in kar bomo morali vrniti oziroma nam potečejo pogodbe. In v tej nastanitveni in sprejemni centri tu se ne bo popolnoma nič spremenilo, ostane vse enako, kot je danes. In ne gre za tisto strah, ki je bil, da bomo seveda tisti domnevne migrante, ki se bodo vračali, da jih bomo tukaj nastanili za ne vem koliko časa in tako naprej. Za tega, ker tega vračanja ni, seveda tudi ne bo. Tudi informacija o 100.000 zahtevah različnih držav za prevzem obravnave posameznih migrantov, torej za mednarodno zaščito, seveda ne drži. Vsega skupaj teh zahtevkov je bilo 2000 in seveda na vse, tako kot smo tudi naše izhodišče dali negativen odgovor, zato ker pač niso pri nas zaprosili za mednarodno zaščito in naše stališče je jasno in tukaj so stvari popolnoma čiste. Kar se tiče Republike Makedonije, naša prizadevanja so ravno v to usmerjena, da bi enoten, bi rekel, kriterij, skupen dogovor bil, kako, bom rekel, zmanjševati migracijski tok, ne da vsaka država poskuša neke svoje kriterije, nekdo azil, nekdo po nekem teritorijalnem principu, tretji po nekem tretjem. Seveda to je naš osnovni cilj, enoten, bom rekel, dogovor, enoten kriterij in potem spoštovanje in izvajanje tega dogovora. Naši policisti predvsem se ukvarjajo z ilegalnimi migracijami, so tukaj zelo uspešni. Moram reči, da so bili tudi zelo učinkoviti, sodelovali pri razbitju nekaterih ilegalnih kanalov, kar seveda ponovno dokazuje, da imamo kakovostno in zelo usposobljeno policijo, zaradi tega tudi doma uspevamo, bom rekel, rešiti vse tiste izzive, s katerimi se soočamo. Hvala. Apa je naslednja, izvolite. Nina Razboršek, jaz bi se vrnila k Avstriji. Avstrijci napovedujejo, da bodo ta nov režim uvedli naslednji teden in v ponedeljek dorekli podrobnosti. Zdaj pa, če vas prav razumem, ali je Slovenija v tem trenutku obveščena o tem strani Avstrije, kdaj se bo to uvedlo in ali imate informacije, koliko bi naj bila ta zgornja meja dnevna migrantov? Torej, Republika Avstrija v vseh stikih, ki jih imamo, nas ni obvestila, kot rečeno, o nobeni novi restrikciji. To je ena zadeva. Jaz verjamem, da to ni razloga, da bi bilo to po vseh informacijah, ki jih imamo naslednji teden. Moram povedati, da tudi se načrtuje srečanje na ministerski ravni vseh ministrov te migracijske poti, tako da bodo tudi tam še dorečene verjetno določene zadeve in vprašanja. Skratka, to sodelovanje dobiva po tudi naši inicijativi nek nov zagon in to je dobro, to so dobri signali in dajo, bom rekel, neko dodaten optimizem, da se bo ta migracijski tok, ki je seveda, ponavljam, zelo močen, izjemno živ in seveda še vedno iz Turčije prihaja precejšnje število migrantov na dnevni ravni, seveda, da bo obvladan. Hvala. Še kakšno vprašanje? Če ni več vprašanj. Ne vem, če sem razumela, koliko ljudi je zaprosilo za azil pri nas, koliko imamo prosilcev za azil? Ne, nisem povedal, mislim pa, da je zadnja številka 162, lahko, da sem se za kakšno številko, kakšnega posameznika zmotil.
mislim, da je zadnja številka 162 prosilcev, 189, pardon, evo, ker je en teden stara, 189 jih je. Ja. Od 17.9. ja, ne, do današnjega dne. Hvala lepa. Potem moram dati še zadnje zelo kratko vprašanje bagatelno res. Planetu. Ti bivalniki, to je nabava iz Slovaške, so to rabljeni, kakšen je strošek? Pa še glede, a nabavljamo še kaj drugega, mogoče novo zalogo žice, mogoče, a se bo mejo zaključilo v preostanku, ki še ni pač koljena. Ja. Državni ima mogoče možnost odgovoriti samo na eno. Ja, ni problema. Jaz sem že povedal, da je teh 110 kontejnerjev strani Razvojne banke Sveta Evrope, ki točno je, kdo je dobavitelj, vam res ne znam ta trenutek povedati, katero podjetje, tako da to vam lahko naši kolegi naknadno dajo informacijo, se bomo pozanimali na zaščiti in reševanju. Kar se pa tiče teh začasnih tehničnih ovir, žice kakorkoli panelov, ne, pa kot veste, te nabave so v okviru Ministrstva za gospodarstvo in seveda se boste morali tja obrniti. Hvala lepa. Zdaj pa res ne morem reči sicer, da smo izčrpali vprašanje, ampak zaključujemo to novinarsko konferenco in ostajamo na razpolago za nadaljne komuniciranje. Želim vam lep dan. Hvala lepa.